Hej, živijo slike v našem rednem Facebook live srečanju, ki pa danes ni v torek. Danes je sreda, ja, in tisti, ki ste mogoče spregledali včeraj mojo objavo, sem moral tale moj Facebook live včeraj odpovedati. Razlog samo v tem, da se je zgodila neka lumparija na mojem strežniku, kjer gostuje moja spletna stran. Povezavico lahko vidite od zgoraj, sem vam dal v opisu. No, in to zadevo je bilo treba rešiti. Kaj se je zgodilo? Pravzaprav nič nekaj posebnega. Veste vsi, da na internetu se ful vedno nekaj posodablja in kadar se posodablja, se lahko nekaj zgodi, nekaj ne gre skupaj in potem je treba te stvari reševati. No, to smo včeraj potem rešili, danes vse dela in že včeraj popoldan je delali tako, kakor treba, tako normalno, tako da si lahko to spletno stran greste malo pogledati, kaj gor najdete. Alo, kaj bomo danes? Danes sem vam v opisu napisal o tem, kaj vi mislite, kaj so tiste najboljše možnosti za investicije, za vlaganje. In da vas bo moja izjava morda na koncu presenetila nekoga. Vse ne, zato ker veliko vas itak ve, o čem jaz več ali manj stalno govorim in pišem. Zdaj, seveda, ko govorimo o nekih investicijah, ste verjetno začeli po mislih vrteti, kaj bi zdaj to bilo, delnice, obveznice, eni ste pomislili na zlato, pa ja, kriptovalute so zdaj in sploh in pa dober, eni ful zaslužijo in vlagajo v nepremičnine. Imam prav ali nimam prav? Dej, če imam prav, kakšen lajkič mi dej. Lej, zakaj jaz vedno govorim za te lajkiče? Če vidim, da malo sodelujemo, potem tudi jaz lahko malo več dam od sebe, kakor že itak. Se veš, tako kakor glasbenik na odru, na sceni, če mu publika ploska ali pa če mu žvižga. On ve, kaj dogaja, a je dober ali je slab in potem temu lahko prilagodi, se popravi ali karkoli. Vsekakor energija je ta, ki potem deluje. Ok, investicije, zdaj pa katera od teh investicij, ki jih vi premlevate po glavi, je najboljša? Pravzaprav nobena. Če vi tega ne znate narediti, stari moj, če ne znaš vlagati nikamor, potem so vse investicije bad, totalen bad. In ja, kaj pa pol, ne? Ja, lej, sej sem ti povedal. Investirati je treba in to je investicija z največjim možnim donosom v procentih, v dolgoročnosti, v trajanju, je investicija v svoje lastno znanje. Stari moj, to je to. Lej, od zunaj danes dežek pada. Jaz sem vedel, da bo padalo, pazi, vedel sem. In kaj sem šel narediti? Sem posejal malo travce, da mi ne bo treba zdaj s kangelco zalivati. Lej, če hodiš v službo, če delaš karkoli, stari moj, če delaš karkoli, si se moral to nekje naučiti, da lahko nekaj delaš. In ko nekaj delaš, potem dobiš plačo, imaš dobiček, karkoli, ali če hodiš v službo ali pa si podjetnik. A me zastopaš? In to je tisto, znanje. Treba je znati delati in treba je znati tudi, če vlagaš. Ampak jaz danes sploh ne govorim o vlaganju v neke inštrumente. Inštrumente, mislim, te vlagateljske inštrumente, ne v muzične. Ne v glasbene. Ok. Viš, včasih pride blokada. Torej, vlaganje v svoje lastno znanje. Ja, glej, in zdaj, seveda, vse mi tak cel življenje vlagamo v svoje lastno znanje. Najprej vlagajo naši starši, ker nas oni učijo, pa nas dajo pol v vrtec, pa v šolo, pa v srednjo šolo, pa eni grejo pol na faks in tako naprej, pa se skozi nekaj učimo. Ampak zelo veliko ljudi pa misli, da kad te šole končajo, da je zdaj pa konc. Zdaj se pa mi ne bomo več učili in gremo mi delati, bomo denarčka zaslužili, pa bomo šli na morčka, pa tako naprej. Ampak, stari moj, ni tako. Danes so cajti taki,
ko se iz dneva v dan vse spremeni. Recimo, čisto en tak šnel primerček, jaz malo včasih gledam tale izobraževanja preko ljudskih univerz. Super, ok, enkratna zadeva, ampak stari moj, ko gledam jaz njihove programe, pa to je večinoma izobraževanje za poklice in za dela, ki so v izumiranju. Če ne zdaj, če ne drugo leto, če ne čez 3 leta, čez 10 let teh poklicov več ne bo. Dajte malo pogledati ljudje, pa se streznite malo, kdo danes dela. Vse več delajo roboti. Sorry. Se pravi, se je treba nekako s tem sprijazniti in se je treba potem tudi v pravo smer izobraževati. Zdaj, ja, kaj, kje, ne? To je pa zdaj spet eno tisto veliko vprašanje, ampak glej, če malo pomisliš, kje je danes največ informacij, kje je danes največ ljudi, kje je danes največje tržišče, kje je danes, okrog česa se danes vse vrti, ko ti živiš svoje normalno življenje, ali pa hočeš dati prošnjo za službo, ali pa hočeš napovedati davek na FURS, ali pa ko hočeš ne vem kaj. Na internetu, stari moj, vse danes gre že na internet. Jaz se včasih vprašam, kako danes lahko neko stvar naredijo ljudje, ki o internetu nimajo pojma. Zato, ker vse več je tega, morate narediti to preko interneta in če ne naredite preko interneta, ne morate narediti. Se pravi, morajo te ljudje nekoga najeti, da jim to naredi. Ali, ne vem, ali sem pa jaz malo upalen, odklop. In zdaj, ok, pustimo zdaj to, ne? Gre pa zdaj spet za nek zaslužek, za neko delo, za dobiček, pač jaz o tem govorim, to je moja tematika in zdaj kaj, ne? Na internetu imaš, stari moj, tudi informacij, ko krčaš, ne? Edini problem, ki se ti pa zgodi, ne, je pa pol, ko začneš ti te informacije iskati, ne? Je pa, wow. In ne veš niti kaj je ta pravo in ne veš kaj bi zagrabil, niti ne veš česa bi se lotil in to je ta problem, ki ga prinaša internet, da je vsega wow. In zdaj kaj? Če bi se jaz spravil na internet danes, ko je vse več ljudi, ki delamo na tem, da te neke informacije zbiramo na kup in jih potem pomagamo deliti drugim, bi morda tudi jaz malo drugače delal ali pa bi bil že malo naprej ali pa kakorkoli. Ampak sem iskal te segmente, fragmente povsod po internetu in je bilo to, ti povem, ena velika muka. V glavnem, danes je možnost, da pač najboljša možnost, da si nekoga, ki ga slediš ali pa kakorkoli izbereš in potem pravzaprav delaš tako, kakor on dela. Zdaj, tistim, ki mogoče sede to, kar jaz delam, pa kakor imam jaz narejen, si lahko pogledate moje vsebine. In začnete spremljati, kaj in kako. Imate en kup možnosti. Spet na spletni strani, gor, ki sem jo napisal, fotkar.com, en kup enih stvari, enih informacij, kaj za kaj. Stari blogi, novi blogi, tega je že ne vem koliko napisanega, potem imaš tam eno brezplačno video serijo, na katero se lahko naročiš in dobiš informacije, kako postaviš posel na internetu, pa lej, ne rabiš imeti izdelkov, ne rabiš imeti storitve, lahko pa jih imaš, seveda, to je najboljše, ne? Ampak kakšne vse so široke možnosti, stari moj, jaz tega, da ne delam to že toliko časa, sploh ne bi vedel, da take možnosti obstajajo. Zato, ker večinoma ljudje, ki pridemo nekam na internet, začnemo, malo bomo poklikali in evo, para dolazi. Malo morgen. Ne gre to tako einfach, kakor večina, nažalost, ljudi misli. Se pravi, treba se je naučiti, treba je znati, kakor vse ostalo. In ko to znaš, potem lahko greš naprej. Imaš tudi tole, lahko si vzameš, za dopustniško branje, si lahko vzameš tole mojo knjigico,
ki je tudi na internetu v mojem Fotkar shopu. Tam imam jaz gor tudi ene programe, ki sem jih jaz naredil. Je program, kako sam postaviš svojo spletno stran, ne da rabiš nekomu plačevati, ne da potem, ko jo moraš posodabljati, ko moraš dati kaj gor, ne da moraš iskati druge ljudi in jih fino plačevati. Vse, tak programček imaš gor, to je skoraj 60 kratkih videofilmov sem posnel in si lahko na podlagi tega narediš. Potem govorimo o Autoresponderju, za tiste, ki ne veste, kaj je to, bo itak super, če si pogledate brezplačno video serijo, stari moj, kaj vse to povem, kaj je Autoresponder, zakaj je to tisto nujno. Vsak, ki dela na internetu, spletna stran in Autoresponder, nujno, brez tega pozabi, ta prav posel. Lahko delaš neke prčkarije, zadrobiš. Ali pa zapravljaš veliko denarja za oglaševanje, ker oglaševati moraš. Ali pa časa, stari moj. In tako naprej. Imaš tudi gor v enem zavihku na tej isti spletni strani, kako lahko zaslužiš, če nimaš nobenega izdelka. Ampak moraš znati delati na internetu, stari moj. Se pravi, nekaj moraš ipak znati. In vse te vsebine ti lahko pomagajo. In če si za to, da ti pomagajo, najprej stisni en lajkič, potem pa šibaj na spletno stran, pa poglej, o čem sem zdaj tukaj govoril. V glavnem, tudi če boste vlagali ali pa sadili travo, morate to znati in vedeti, kdaj, kam in kako, stari moj. In da vam ne zapolnim glavo preveč, pejte si še enkrat rečem, pejte si pogledati gor tole mojo spletno stran, poglejte, o čem pišem, poglejte, o čem govorim. Če boste pa rabili kakšno informacijo, sem pa tukaj, pokličite, pišite, karkoli. Bomo pomagali, zakaj pa ne? Z veseljem. Pregurajte ta današnji dan, veselite se ga, pokazalo se bo tudi sonce in se vidimo naslednjič, če ne bo kaj narobe, v torek zjutraj. Čauči!